Zapri zdaj svoje oči in počasi globoko vdihni. Dihaj globoko in čuti, kako zrak potuje preko tvojega nosu, po pljučih in vse dol do tvojega trebuščka. Opazuj, kako se tvoj trebušček kot balon dviga med vdihom in kako manjša med tem, ko izdihuješ. Zdaj pozorno prisluhni vsem tihim zvokom, ki jih slišiš zunaj in okoli sebe. Morda slišiš avtomobile, ptičke, kužke, morda kaj drugega. Dobro prisluhni. Sedaj pa želim, da se osredotočiš na svojo notranjost. Dobro zdaj poslušaj, kaj vse se dogaja v tvojem telesu. Lahko slišiš, kako bije tvoje srce. Slišiš svoj dih, ko počasi vzdihuješ in izdihuješ. Morda se celo oglaša tudi tvoj trebušček. V tvojem telesu se vsak dan in vsak trenutek dogaja ogromno stvari. Vzemi si čas in prisluhni, kakšne vse zvoke oddaja tvoje telo. Zdaj pa želim, da si predstavljaš, da je znotraj tebe veliko, čarobno vedro. Vsak izmed nas ima v sebi takšno vedro. Ampak to vedro ni navadno, je magično. Kajti kadar smo dobre volje, je vedro napolnjeno čisto do roba. Kadar pa smo žalostni, pa se začne gladina nižati in lahko postane tudi čisto prazno. Ali veš, da kadar drugi osebi napolniš vedro s prijaznostjo, pomočjo ali samo nasmehom, da se napolni v tem trenutku tudi tvoje vedro? Tako delujejo naša magična vedra. Kadar smo prijazni do drugih in mislimo na lepe stvari, se naša vedra napolnijo čisto do roba. Ko govorimo lepe besede, se vedro napolni. Ko pa smo neprijazni, se vedra malce izpraznijo. Vendar vsi si želimo,
da bi bila naša vedra polna ljubezni, prijaznosti, miru in veselja. Čisto vsi. Zato se lahko vsak dan odločimo in z ljudmi okoli sebe ravnamo lepo, ter jim s tem pomagati napolniti njihova čarobna vedra. In ne pozabi, da kadar to počnemo, se tudi naša vedra začnejo polniti in kmalu lahko doživimo celo poplavo veselja. Nikoli ne želimo izprazniti svojih veder, saj to ni prijeten občutek. Tvoj cilj, kadar morda občutiš razborjenost, je umirjeno in lepo govoriti o svojih občutkih. To je tvoj cilj, da brez nepotrebnih dejanj ne izprazniš svoje vedro ali vedro svojega prijatelja. Čisto preprosto je. Samo predstavljati si moraš vedro in se vedno potruditi, da ostane polno. Če se kdaj počutiš, da je tvoje vedro prazno, moraš samo počasi globoko vdihniti in se spomniti, kako zelo te imajo tvoji bližnji radi. Lahko se spomniš, zakaj vse v življenju čutiš hvaležnost, kako veliko ljudem je mar zate in tako boš hitro napolnila in napolnil svoje vedro hvaležnosti in prijaznosti. Zdaj počasi, ko čutiš pripravljenost, počasi globoko vdihni. Odpri svoje oči in močno pretegni svoje čudovito telo. Odlično opravljeno. Ponosna sem nate in na tvoje vedro, polno prijaznosti